Hej, danes sem vas mislil s pozitivnim sporočilom nekako obdati, ampak sem razmišljal, da življenje ni zmeri samo pozitivno. Včasih je tudi za en drek. Ja, res je, včasih je za en drek. Vprašanje pa je, kaj bomo mi s tem drekom naredili. Zdaj imamo več variant. Ali da ta drek vržemo stran, ali da ga vsaj oblikujemo v neko lepo obliko, ali pa da pač rijemo po njem. Zdaj, to je čist naša stvar, kaj bomo naredili. In ker smo že glih pri temu, je nekako asociacija tudi na to, ta drek so tudi naše misli. Zdaj, v kakšnem smislu? Zavedati se moramo, da ljudje, ki imajo težave, imamo težave, vsi jih imamo, zavedati se svojih težav je ena stvar, govoriti o njih, pa govoriti zaradi tega slabo o drugih ljudeh, to je pa druga težava. To pa nisem težava, da pač imamo nek drek, ker pa ga ne rešujemo. Ker s tem dajemo fokus točno kam v ta drek. In imamo druščino ljudi, dajmo vzeti eno zgodbico, vam bom povedal. Neki osebi se je zgodilo nek slabega in je odreagirala slabo, seveda, ker pač je bila jezna ta oseba in kaj se je zgodilo? Klicala je ta oseba svoje prijatelje in prijateljice in so šli v lokal, na pijačo, ne vem, z družbo nekam, ne vem, jesti v restauracijo in so debatirali. In je ta oseba povedala nekaj slabega o svojem partnerju, prijatelju, kdorkoli je pač tej osebi nek slabega naredil. In v tej družbi ni bilo nobenega, da bi rekel, ok, ja, je tako naredil, ampak mogoče zaradi tega in tega, da bi obrnil zgodbo na pozitivno. Ampak so vsi bili v istem stanju, ker imajo doma podobne probleme in so skupaj kaj delali. Ta prva oseba je vrgla na mizo skledo dreka in so ga mešali. In so mešali in mešali ta drek. In ko so šli od mize vsak po svoje domov, so srečevali ljudi in kaj so z njimi delili? V rokah so imeli polno dreka. In kaj so naredili? Delili so en drek okrog. Njihove misli so bile za en drek, njihovo življenje je pol za en drek. In kaj lahko naredimo? Začnemo razmišljati, koliko lahko ta drek zamenjamo za med. In naše pozitivne misli so med. Ok, začnemo kako? Da smo hvaležni za to, kar se nam je zgodilo v življenju, okay, da preberemo kakšno knjigo, da iščemo rešitve za težave, ki jih imamo. In na tak način bomo dali na mizo med, skledo meda. In kaj naredimo, če so med pozitivne misli, pozitivna vibracija? Namesto da damo na mizo drek, ja, imamo težavo, ki jo probamo rešiti, damo na mizo med. Ko mešamo in mešamo med, ko gremo stran od mize in srečujemo ljudi, svoje starše, prijatelje, ko se z njimi rokujemo, kaj jim damo? Dobro vibracijo, pozitivne misli, ker se ta med prelima na njih, ker je ta občutek dobrega, ta občutek, da smo nekaj dobrega naredili, delimo z njimi. Zdaj se pa sami odločite, ali boste v svojem življenju mešali en drek, ali boste mešali med. To je pa čisto vaša odločitev. Če hočete spremeniti življenje, pol zamenite tisto klinčevo skledo dreka s skledo meda. Ok? Kako to naredite? Tako da začnete migati in razmišljati, ok, kaj lahko naredim v svojemu življenju. Ok, preberem knjigo, začnem razmišljati pozitivno. Ja, nek slabega se mi je zgodilo. Zakaj? Zaradi tega in tega. Kaj lahko spremeniš v svojem življenju, da bo moje življenje bolj pozitivno, bolj polno življenja, bolj nasmejano. Ok, smo rešili, dajte na mizo med, skledo meda. Čau.